Gledate Gorenjska poročila na GID TV. 1. avgust je dan, s katerim se v jeseniški občini vsako leto spomnijo partizanov Viktorja Arzenška in Ferda Korena, ki sta umrla v spopadu Cankarjeve čete z Nemci na Obranci. Letošnja slavnostna govornica je bila članica Sveta Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, doktorica Maca Jogan, ki je orisala dogodke ob okupaciji naše domovine pred 76 leti. Ko so bili slovenski ljudje pravzaprav ob svoje človeško dostojanstvo, ker so jim bila odvzeta, bilo jim je odvzeto premoženje, bila so jim odvzeta imena, bila so odvzeta imena krajev, bili so premoženje in tako dalje. Skratka, cela vrsta ukrepov, ki je potem izgoni, zlasti intelektualcev v začetku, pozneje vseh in tako naprej. Cela vrsta ukrepov, ki je v bistvu spodbujala upornost. In če bi dejansko takrat se nihče ne uprl, potem kje bi bili? Potem slovenskega naroda ne bi bilo, zato ker gotovo, da ne bi svobode nihče podaril, kot ga je nikoli prej ni in nam je tudi nikoli ne bo. Govornica je opozorila tudi na prizadevanja za razvrednotenje in izničenje pomena narodno-osvobodilnega boja, ki so se pojavila predvsem v letih po slovenski osamosvojitvi. Ta domovina mnogim postaja vedno bolj tuja. Tujci gospodarijo, slovenski jezik se pogosto izriva celo iz visokošolskih zavodov, da o tem, kako morajo v tujih jezikih govoriti v podjetjih, kjer so tuji lastniki, kakršnikoli so že, od Hrvatov, Nemcev, Italijanov, Avstrijcev in tako naprej. Skratka, suverenost, za katero je dejansko bilo v narodno-osvobodilnem boju, za katero je bilo toliko žrtev, ta suverenost se pravzaprav nekako kot v močvirju izgublja. In zaradi tega je res pri mnogih ljudeh tudi resna zaskrbljenost, kako bo v prihodnje.